Torej, a se slišimo? Torej, lep pozdrav z moje strani. Se zahvaljujem predhodniku za te dodatne minute, pa upam, da jih ne bom porabil. Torej, moje ime je Tomaž Krištof, sem arhitekt. Moram reči, da mi je kar v ponos, da sodelujem na strokovni debati IZS-ja. Povabljen sem pa bil sem na ta dogodek zaradi svojega ukvarjanja s prenovami večstanovanjskih stavb, oziroma s celovitimi prenovami večstanovanjskih stavb. To so večini primerov gre za stavbe iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja, ki se jih ponavadi zgolj energetsko sanira, torej se jih zgolj obda z neko toplotno izolacijo in v bistvu prebarva fasado. Zdaj, v bistvu po analizah nekih, ki smo jih naredili, je pa problemov, ki jih imajo te stavbe veliko več in so tudi veliko bolj pomembni kot pa zgolj energetska nevarčnost. Torej, zdaj kot arhitekt najbolj poudarjam, da so ta stanovanja premajhna, da so to posledica nekega standarda, nekih standardov ali pa načina življenja v prejšnjem, globoko prejšnjem stoletju, ki ne zadoščajo več sedanjim zahtevam za bivanje, da so to nefunkcionalna stanovanja, kar vključuje tako te neke tehnične pogoje, kot so velikost okn in podobno, prezračevanje, kot tudi nefunkcionalno v smislu možnosti prilagajanja različnim situacijam v življenju. Torej, ta stanovanja je izjemno težko predeljevati sobe, združevati prostor in tako dalje. Tretja točka, za katero me zelo veseli, da je končno se začelo toliko govoriti o njej, je potresna varnost. Torej, sam še nisem nikoli bil na nobenem dogodku, ali pa, mislim, ne kot poslušalec, ne kot predavatelj, ker bi to bila osrednja tema. Sem pač bil že na več dogodkih, ker pa je bila osrednja tema ta energetska nevarčnost teh stavb, oziroma energetska sanacija. Zdaj, jaz s temi grafi ne bi preveč utrujal, ampak sem toliko kot nek dokaz, Slovenija glavnem na repu Evrope, kar se tiče bivalnih pogojev v naših stanovanjih, ki jih imamo. Torej, neke povprečne kvadrature stanovanja na stanovalca so kljub temu, da ta statistika zajema tudi te naše prevelike enodružinske hiše na podeželju, smo še vedno bistveno nižje od ostale Evrope. Recimo prenaseljeno stanovanj, kar pomeni, da je število prostorov v stanovanju večje od števila, mislim, premajhno glede na število prebivalcev tega stanovanja. Torej, tu v bistvu smo daleč za ostalimi v Evropi. In to ne gre zgolj za neko stanje, ki je v tem primeru, ki smo ga podedovali, to tudi gre za nek način projektiranja, ki se še danes nadaljuje. Torej, danes recimo javni sklad MOL razpisuje natečaje, na katerih je dovoljeno upošteva, da en član družine spi tudi v dnevni sobi. Takšnem stanovanju se potem reče prenaseljeno. Mislim, potem pač te statistike so jasno povezane ena z drugo. In tudi naša stanovanja so vsaj po podatkih Eurostata v bistvu med najslabšimi, tudi po teh, se pravi po vlagi, pa po teh tehničnih karakteristikah, ki jih v bistvu kvadrature ne zajemajo. Potem naslednja stvar je potresna ogroženost, torej tu iz različnih podatkov, jaz sem se vedno trudil tukaj imati podatke, ki so uradni, se pravi, ki jih nekako vlada ali pa vladni uradi dajejo. Živi 250 tisoč prebivalcev Slovenije v večstanovanjskih stavbah, ki so bile grajene pred letom 1963 in za katere že avtomatično upoštevamo, da potresno niso varne. Za različne številke, oziroma različne študije dajo različne številke, ta je v bistvu ena izmed nižjih. Zdaj, če gremo na bolj konkretne primere, torej, to je ena slika, razpok na fasadi enega čist tipičnega bloka na Prulah v Ljubljani. Vemo, da že jutri lahko stanovalci v tem bloku dobijo sredstva ekosklada, da te razpoke pokrijajo s stiroporom ali pa z mineralno volno. In to se v bistvu v neposredni soseščini tega bloka tudi dogaja. Mislim, se je že zgodilo. Torej, spremljal sem energetsko sanacijo enega bloka na Prulah in v bistvu vidimo, kako
konstrukcijske razpoke, oziroma verjetno konstrukcijske razpoke, preprosto oblagajo s stiroporom in v bistvu zakrivajo. No. Zdaj, za blok enakega tlorisa, kot je tale, no, je bila opravljena študija potresne odpornosti, ki je ugotovila, da ta blok zagotavlja 20% potrebne potresne odpornosti po današnjih standardih. Ne. In pač ti stanovalci tega bloka so dobili sredstva Ekosklada, da so lepo nalepili stiropor na svojo fasado. Ne. Takšne prenove že nekaj časa imenuje Potemkinove prenove. Ne. Torej, to so te prenove, kjer mi prenovimo zgolj koliso, olepšamo zgolj koliso. Vse, kar ostaja v bloku, mislim, vsa dotrajanost, vsi problemi bloka, ki so bili prej, ostajajo tudi še naprej skriti v notranjosti, ne, ampak stanovalci jih seveda čutijo. Ne. Torej, zdaj bi se predstavil bi dva projekta našega biroja, ne, ki sta žal še vedno samo na papirju, ki pa kažete, na kak način bi bilo možno prenoviti te bloke, da v bistvu v enem zamahu rešimo vse tiste 4 na začetku omenjene težave. Ne. Torej, to je ta blok na Prulah, za katerega sem kazal tisto fotografijo z razpokami. En čisten tak stolpič, no, P+5 etažnosti kvadratnega tlorisa. Zdaj, naš predlog je, da ta blok obdamo z novim volumnom. Ne, okrog in okrog, na vse 4 strani ga obdamo z novim volumnom. S tem volumnom dosežemo povečanje stanovanj iz približno 48 za približno 30 kvadratnih metrov, no, kar je okrog 60% povečano stanovanj. Dobimo 2 novi dvigali, o katerih je tudi že bilo govora zdaj. Dobimo seveda energetsko sanacijo in pri vsem tem ta nov volumen za svojo konstrukcijo v bistvu potresno zavetruje, zavaruje obstoječ objekt. Ne. Zdaj, to je v bistvu en zelo drag poseg, ki si ga stanovalci seveda ne morejo privoščiti, ampak zaradi nove konstrukcijske trdnosti, ki jo ta stavba s tem posegom pridobi, si lahko privoščimo zgraditi na vrhu 2 do 3 dodatne etaže, ki v bistvu financirajo celoten projekt. Ne, torej, mi smo zračunali, mi smo v bistvu na podlagi tega projekta smo ustanovili firmo, ki sedaj tem stanovalcem tega bloka ponuje ta projekt za 11.000 evrov po stanovanju. Ne. Se pravi, 11.000 evrov na mest, 4.000 evrov, kolikor bi dali za energetsko sanacijo, pač pridobijo vse to, no, povečanje stanovanja, oziroma, če gremo, in novo podobo objekta. Ne. Zdaj, če gremo po vrsti, se pravi, to je tipična etaža z označenim pač enim stanovanjem. V tej etaži vsa stanovanja so ista in simetrična v 2 smeri. Torej, to je povečanje stavbe. Dodamo nove dvigala in v bistvu s tem obodom potresno zaščitimo objekt. Ne. Kar je še posebnost tega, no, ta nov obod je montažen in v bistvu omogoča vsakemu lastniku vsakega stanovanja, da si po svoje uredi ta prostor, ki ga mi dodamo. Ne. Torej, kdo tale levo zgoraj slika kaže pač nekoga, ki ne potrebuje dodatnih prostorov in to koristi zgolj kot terasa, do tega desnega primera, kjer pa v bistvu vse postane nov prostor, notranji prostor, ki omogoča tudi do 2 dodatni sobi vsakemu stanovanju, ne. In pa pač vse mestne možne variante. Ne. Sem neka primerjava prej in potem. No. Se pravi, ta raznolikost ureditve tega dodatka se potem kaže tudi na fasadi, kjer so eni deli fasade zaprti, ker tam so pač novi prostori notranji, ne. Eni pa ostajajo odprti kot terase. Ne. Naslednji objekt je v soseščini, torej gre za podolgovat blok, ki ga lahko širimo samo v 2 smeri. Ne. Zdaj, ker ga lahko širimo samo tam, kjer so že prej bilo okna obstoječih prostorov, tudi ne moremo dodajati novih prostorov, gre torej samo za lože, ne. In na vrh dodamo 2 novi etaži. Tukaj se pa finančno izide približno s tolikšnim prispevkom lastnikov obstoječih stanovanj, kot bi dali zgolj za energetsko sanacijo, pač na račun tega, da dovolijo zgraditi 2 etaži na vrhu. Ne. In ena podoba, no, novega objekta. No. Torej, vidimo, dodajajo se lože, te lože se lahko delno tudi zaprejo kot dodaten prostor, kot notranji prostor, ampak to ni nov prostor, ne. To pomeni vedno samo povečanje dnevne sobe, recimo, ali pa razširitev kuhinje za ločeno jedilnico. To ne more pomeniti sobo,
ker bi pač ta zaprla svetlobo obstoječim prostorom, ne? In en taki penthouse je na vrhu. Zdaj, po nekaj letih ukvarjanja s temi projekti sem prišel tudi do zaključka, da bo morda počasi potreba začeti razmišljati tudi o nadomestni gradnji za nekatere naselja. Ne? Torej pač pridemo do primerov, ko so obstoječi objekti preprosto preslabi. Ne? So tudi že toliko stari, da recimo ta njihova običajna doba trajanja je v bistvu že pri koncu. No? Je pač potrebno najti rešitve za soseske, no? In temu pač rečemo nadomestna gradnja stanovanjskih naselij. No? Torej to pač čisto en abstraktni primer 3 podolgovatih blokov, kjer pač po korakih najprej zgradimo eno novo stolpnico, torej ti novi objekti skoraj nujno morajo biti točkovni, no? Se pravi visoki, no? Zato da jih lahko postavimo vmes. Potem v stolpnico preselimo stanovalce iz prvega bloka, ga porušimo, na njegovem mestu postavimo nov objekt, preselimo stanovalce iz drugega bloka ven, ga porušimo, tam postavimo tretji objekt in na koncu porušimo še tega in dobimo novo naselje. No. Torej tega se, mislim, verjetno bi tudi kakšne zakonodajne spremembe bile potrebne, zakaj takšnega izvesti, no. Ampak najbrž bo tudi o tem potrebno razmišljati, no, v prihodnosti. Zdaj, zaključil bi sam z enim stripom v bistvu, no. To je ena slika, ki sem jo pobral iz XKCD internetnega stripa, no, tokrat je samo v eni sličici, ki ga reja mislim, da en fizik. Govori pa o besedi trajnostnost oziroma sustainable. In to jaz vežem nekako na te energetske sanacije, no, o katerih sem govoril od začetka, ki se delajo v imenu trajnosti. Vendar po mojem ne morejo biti trajnostne, če niso celovite. No. Spravi, če na nek razpolkan zid zgolj nalepimo neko novo fasado, eno novo kuliso, to ni trajnostna rešitev, ker bomo morali čez 10 let spet to dol trga, zato da bomo pravilno sanirali ta objekt. No. Avtor tega stripa je pač iz nekega Googlovega, neke aplikacije, je gotovil, da pogostost uporabe besede trajnostno narašča dokaj linearno. Torej tukaj smo danes, no. In potem je napovedal prihodnost in rekel, da leta 2036 bo trajnostno se pojavilo povprečje na vsako stran katerega koli napisanega besedila, leta 2061 bo beseda trajnostno vsebovana že v vsakem stavku in leta 2109 bomo pač prebili to mejo, ko bi vsi stavki zgolj še samo beseda trajnostno ponavljena brez drugih besed. Hvala lepa.